Mož in oče, obtožen, da je zadavil svojo nosečo ženo do smrti in nato pobegnil v Italijo, se morda ne bo vrnil v ZDA brez boja. Lee Gilly je imel veliko zapovedati med svojim nastopom na italijanskem sodišču ta teden in zdi se, da je opravil domačo nalogo, preden je domnevno pobegnil iz Teksasa le nekaj tednov pred sojenjem. Njegov odvetnik doma vztraja, da bi se moral vrniti v Združene države, a čez Atlantik ima domnevni morilec očitno povsem drugačen načrt. Tu je On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. V redu, fantje, preden začnemo s to epizodo On the Case, vam želim povedati o aplikaciji Upside. Z njo dobite denar nazaj pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila in hrana za seboj. Vse, kar morate storiti, je, da brezplačno prenesete aplikacijo Upside, izberete ponudbo na več kot 100.000 lokacijah, nato pa plačate kot običajno svojo kartico. Potem potrdite nakup in dobite denar nazaj. Uporabljam jo, ko točim gorivo ali naročam hrano za seboj. Preprosto poiščem ponudbe v aplikaciji Upside, ko nato opravim nakup, se denar pojavi v moji aplikaciji in ga preprosto prenesem neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju dobijo nazaj $254 na leto. Da začnete prejemati denar nazaj, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo in uporabite promocijsko kodo OTC, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri prvem točenju goriva. Ne boste verjeli, kaj je Lee Gilly povedal na italijanskem sodišču, saj očitno počne vse, kar je v njegovi moči, da se ne vrne v ZDA, kjer ga v Teksasu čakajo obtožbe za kapitalni umor v primeru smrti njegove noseče žene. Lee Gilly na nek način prosi Italijo za zaščito, ker meni, da je bil v Združenih državah tarča medijske kampanje, ki mu ne bi omogočila poštenega sojenja. In zaradi tega je prestrašen zapustil državo. To je odvetnik Leea Gillyja, ki je v ponedeljek v Torinu v Italiji govoril z novinarji pred sodiščem. To poroča medijska hiša La Repubblica. Zdaj je Gilly trenutno v Torinu, potem ko so ga 3. maja pridržali na letališču v Milanu, ko je tja priletel iz Kanade. Zdaj pa ostaja veliko vprašanje. In sicer ne samo, kako mu je uspelo priti v Italijo, ampak tudi, kako mu je sploh uspelo priti tja. Iz okrožja Harris v Teksasu, kjer je Houston, in čez mejo v Kanado. In na letu, za katerega verjamemo, da je vzletel iz Toronta, se ustavil v Montrealu in nato prečkal Atlantik proti Evropi. Zanimivo je, da je Gillyjev odvetnik tukaj v ZDA, Dick DeGuerin, zelo ugleden odvetnik za kazensko obrambo, o katerem smo govorili v naši prejšnji epizodi. Omeniti velja, da je branil Roberta Dursta, ki se ga morda spomnite iz filma The Jinx. Torej je zagotovo nekdo na braniti zelo resne primere, kot je ta. Povedal je, da bi njegov nasvet stranki bil, naj se čim prej vrne v ZDA, kjer naj bi se sojenje začelo 29. maja. Povedal je, da ko je izvedel, da je Gilly pobegnil, še ni govoril s svojo stranko. Vendar mu je kasneje uspelo stopiti v stik z njim po telefonu, poroča KPRC. Vendar se zdi, da Gilly ne upošteva nasveta svojega odvetnika. Zdaj, ker je pobegnil, se Gilly sooča tudi z novimi zveznimi obtožbami, o katerih bomo tukaj govorili še nekoliko več v naslednjih trenutkih. Preden se lotimo šokantnih in, odkrito povedano, nenavadnih izjav, ki jih je Gilly dal italijanskemu sodniku, ter kaj to pomeni glede tega, kdaj bi ga lahko ponovno videli v Združenih državah, bi rad še nekoliko več povedal o tem, kako smo prišli do te točke. Gilly je bil na prostosti proti varščini, ko je pobegnil v Italijo. To vas bo morda šokiralo glede na obtožbe, s katerimi se sooča, vendar mu je sodnik po aretaciji določil varščino, ki jo je lahko plačal. To je slika Gillyja z njegovo ženo Kristo. Ona je žrtev v tej zgodbi. Bila je mama 2 malčkov in naj bi jo leta 2024 v njunem domu v Houstonu domnevno zadavili do smrti. Sodni dokumenti pravijo, da je bil Lee Gilly tisti, ki je tik pred polnočjo poklical številko 911. Domnevno je reševalcem povedal, da je Krista predozirala. Zdravniki pravijo, da so našli domnevne dokaze, da je bila ta mama, ki je bila takrat v 9. tednu nosečnosti, zadavljena do smrti. Zdaj naj bi Gilly organom pregona izjavil, da njegova žena ni bila samomorilska. Rekel je, da ni imela zgodovine uživanja drog. Prav tako je povedal, da sta se tisto noč prepirala. Gilly in Krista sta se poročila leta 2017 in imela sta še 2 otroka, ki naj bi bila doma tisto noč, ko je bila njuna mama ubita. To je bilo 7. oktobra 2024.
Gilidža so aretirali nekaj dni kasneje. To je posnetek njegovega prvega zaslišanja na sodišču v Houstonu po podatkih KHOU-TV in varščina je bila določena na $1 milijon, kar je za nekatere veliko denarja, a očitno ne za Leeja Gillija. Samo sedim tukaj zunaj svojo kavo in razmišljam o cenah programske opreme. To je video, ki smo ga našli na stari LinkedIn strani Leeja. In želel sem vam ga pokazati, ker ga lahko slišite in si predstavljate, kakšna oseba je to. To je nekdo, ki je delal kot programski inženir, dejansko je rekel, da ima svoje podjetje. Bil je nekdo v tem poslu, ki je deloval precej uspešno. In tisto milijonsko varščino je s pomočjo poroštva lahko plačal in se pripravljal na sojenje ter več kot leto dni živel zunaj zaporniške celice. Del njegove varščine pa je bil, da je moral nositi elektronsko nadzorno napravo. Zdaj smo izvedeli, da je Gilley, odkar je zapustil državo, morda razmišljal o pobegu že od trenutka, ko je izvedel, da je osumljen za smrt Kriste. Sodni zapisi, ki so jih tožilci vložili prejšnji mesec, pravijo, da imajo dokaze, da je dan po umoru Kriste Lee domnevno trdil, da mu, citiram, podtikajo in da mora zapustiti državo. A to še ni vse. Lani, približno v istem času, ko je bil uradno obtožen umora, za katerega lahko izrečejo smrtno kazen. V zvezi s smrtjo Kriste tožilci pravijo, da imajo dokaze, da se je pogovarjal z žensko, s katero naj bi imel afero leta 2023 o pobegu iz države. NATO pa tožilci trdijo, da je med aprilom in majem 2025, ko je bil na prostosti ob plačilu varščine in obtožen umora svoje noseče žene, Lee stopil v stik s to žensko, s katero naj bi imel afero. In pravijo, da je govoril o načrtih za pobeg v Mehiko ali druge dele sveta. Lee naj bi dejal, da lahko odstrani svojo GPS sledilno napravo. Prav tako naj bi se s to domnevno ljubico pogovarjal o poroki in pridobitvi nove identitete. In celo naj bi jo vprašal, ali pozna kakšno mehiško identiteto, ki bi jo lahko pridobil, da bi mu pomagala zapustiti državo. To trdijo tožilci in je zelo šokanten namig na to, za kar je zdaj Lee obtožen. Omeniti moramo tudi nekaj dokazov, ki bi jih tožilci lahko predstavili v tem primeru, če in ko bo do tega prišlo. Lee Gilley se vrne v Združene države in bo sojen v okrožju Harris v Teksasu. Pravijo, da so našli dokaze, da je Lee Gilley na Redditu nekoč govoril o tem, da mu je bilo dolgčas v zakonu. Tako lahko vidite del primera, ki ga tožilci sestavljajo. Imate forenzične dokaze o smrti Kriste, kjer pravijo, da obstajajo dokazi, da je bila zadavljena do smrti, da ni umrla zaradi prevelikega odmerka, kot je Lee Gilley domnevno povedal organom pregona v tistem oktobrskem klicu na številko 911. Zdi se, da je glede spoštovanja pogojev varščine Lee to počel vse do 1. maja letos, ko je ta zgodba seveda dobila neverjeten preobrat. Sojenje Leeju je predvideno za začetek 29. maja. Oblasti v Teksasu pravijo, da je bilo 1. maja, to je petek, okoli 11:20 ure. Dobili so obvestilo, da je Gilleyjev GPS sledilnik zaznal poseg v pašček. In zapisali so, da so poskušali stopiti v stik z Leeyem Gilleyjem, vendar se jim do 4. maja ni oglasil. To je naslednji ponedeljek. In do takrat je bil že v Italiji. Morda se sprašujete, zakaj oblasti niso pokazale več nujnosti pri iskanju moškega, ki je bil obtožen kaznivega dejanja umora, za katero je zagrožena smrtna kazen. Sodni zapisi kažejo, da 3 dni niso vedeli, kje je bil. Po sodnih zapisih so bili ameriški maršali in posebna enota, zadolžena za iskanje nevarnih ubežnikov, obveščeni šele 4. maja. In v času med 1. in 4. majem naj bi Lee Gilley domnevno iz Teksasa z letalom odpotoval v Kanado in nato v Italijo. Gilley naj bi se iz Kanade v Milano vkrcal na let Air Canada, natančneje AC-894, ki redno leti iz Toronta. Let gre skozi Montreal in nato v Milano. Ta let je pristal v Milanu 3. maja. Spet ni jasno, kako mu je uspelo priti iz Teksasa čez severno mejo v Kanado. Kot del varščine je moral nositi ta GPS sledilno napravo. Zdaj ga obtožujejo, da si je to GPS napravo odrezal. Ko je prišel v Italijo, osebni dokument, ki ga je očitno uporabljal, ni prestal preverjanja italijanskih oblasti. Pravijo, da je domnevno uporabljal ime Jean-Luc Olivier. Imel pa naj bi belgijski potni list in druge domnevno ponarejene belgijske dokumente.
Še vedno ne vemo, kako je uspel dobiti te dokumente, za katere lahko vsaj domnevamo, da jih je vsaj potreboval, da je lahko vstopil na letalo. In če ste v zadnjem času leteli v tujino, veste, da vam skenirajo potni list. Vse to mu je omogočilo, da je prišel na letalo. Zdaj so Giliju zavrnili vstop v Italijo in so ga pridržali. In takrat je Gili očitno povedal resnico. Povedal je svoje pravo ime in da v ZDA čaka na sojenje zaradi domnevnega umora svoje žene, Kriste. Gili je nato zaprosil za azil v Italiji. In kmalu bomo govorili o tem, zakaj si je prav Italijo izbral za svojo destinacijo. Ko pa so oblasti v Italiji ugotovile, kdo je Interpol, mednarodna policijska agencija v Rimu, 4. maja stopil v stik z oblastmi v Washingtonu, D.C. Torej, to je zvezna kazenska ovadba, ki je bila vložena potem, ko so italijanske oblasti pridržale Gilija. Ameriške oblasti pravijo, da se ne soočale z obtožbami za umor, za katerega je zagrožena smrtna kazen v okrožju Harris v Teksasu, ampak se zdaj sooča tudi z zvezno obtožbo in sicer zaradi pobega čez meje zveznih držav, da bi se izognil pregonu. Gili se je pravkar prvič pojavil na italijanskem sodišču in očitno je imel veliko za povedati. NBC News je imel v sodni dvorani svojega novinarja, ki je povedal, da ga je sodnik vprašal, ali se strinja z izročitvijo Združenim državam Amerike. Ali pa, če želi, da se nadaljuje postopek za mednarodno zaščito. In Gili naj bi dejal, citiram, ne soglašam. Na to novinar poroča, da je Gili podal neizvane izjave o smrti svoje žene. Naj bi dejal, citiram, moja žena je mrtva in po krivem so mene obtožili, zato nimam več zaupanja v pravosodni sistem. Nedolžen sem, nisem ubil svoje žene. Edini zločin, ki sem ga storil, je bil pobeg. Pobegnil sem, da ne bi bil ubit. Zelo sem se potrudil, da sem pobegnil in poiskal zaščito v Italiji. Pomembno je poudariti, da Italija ne izroča ljudi nazaj v države, kjer bi jim lahko grozila smrtna kazen. Gili je obtožen najhujšega umora v Teksasu, vendar tožilci naj ne bi povedali, ali v tem primeru razmišljajo o smrtni kazni. In na to morda najbolj šokanten in presenetljiv komentar, ki naj bi ga Gili izrekel na tem italijanskem sodnem zaslišanju, je bil, da želi ostati v Italiji. Ker, citiram, način življenja, kultura, mednarodna zaščita in da bi imel pošteno sojenje. Zahteva za izročitev strani ministrstva. Gilijev italijanski odvetnik zdaj pravi, da bo sodnik odločil, ali bo Gili poslan nazaj v Združene države. In v času tega posnetka ta odločitev še ni bila sprejeta. Zdaj Gilijev ameriški odvetnik Dick DeGarian svoji stranki stoji ob strani, odkar je Gili pobegnil na drugi konec sveta. DeGarian je dejal, da dejstvo, da je njegova stranka pobegnila v Italijo, ne kaže na zavedanje krivde, da naj bi ubil svojo ženo, ampak le kaže, da ga je bilo strah zaradi posledic, s katerimi bi se lahko soočil na sojenju. Za lokalne medije v Houstonu je sicer povedal, da je svoji stranki svetoval, naj se hitro vrne v ZDA, vendar se ne zdi, da bi Gili sledil tej strategiji. Sodnik je ugodil zahtevi tožilstva za prepoved razpravljanja o primeru, s katerim se Gili sooča tukaj v ZDA. Tožilec je navedel, citiram, stalna prizadevanja za odnose z mediji odvetnika obrambe Dicka DeGariana. Kar se tiče družine Kriste, je trenutno seveda veliko pozornosti namenjene njenemu možu, temu, česar je obtožen, in prizadevanjem, ki jih je očitno vložil, da bi pobegnil pred ameriškim kazenskim pravosodnim sistemom. Vendar mora biti še vedno pozornost namenjena njej in temu, kdo je bila. Mama in prijateljica, pridna strokovnjakinja, očitno velika oboževalka nogometa. Ena prijateljica je na Instagram strani Justice for Krista zapisala, citiram, medtem ko se blaznost nadaljuje v tujini, se spomnimo, za koga se borimo in koga častimo. Ob torkih pa Kristini podporniki nosijo vijolično, da počastijo njeno življenje. Z nami je zdaj ponovno, da bi govoril o tem primeru, odvetnik za kazensko pravo, nekdanji tožilec in nekdanji agent CIA Jack Rice. Lepo te je spet videti. Kaj se zdaj zgodi z Liam Gilliam? Človek, to postaja res noro, Kris. Res je tako. Ko začneš gledati kazensko pravo znotraj zveznih držav, se lahko pristojnosti spremenijo. Ne pozabi, imamo zvezno pristojnost. Imaš državno pristojnost in vsaka zvezna država ima svoj način, kako stvari počnejo. In obstajajo dogovori o tem, kako države sodelujejo. No, obstajajo tudi dogovori o tem, kako deluje sodelovanje med vladami, torej na mednarodni ravni. In ne pozabi, to zdaj ni Teksas proti Italiji. To so Združene države proti Italiji. In tako to deluje,
ker bo ministrstvo za pravosodje dejansko posredovalo in to urejalo za Teksas. To je naslednji korak, ker ko je gospod Gili prišel v Milano, je lahko pridobil vsaj pristojnost, kar zadeva Italijo. In kar Italijane res skrbi, je smrtna oziroma kapitalna kazen. In to je primer, kjer gre za smrtno kazen. Torej, je to res nekaj, kar Italijane zelo skrbi in kar zelo pozorno spremljajo. Ker ko pogledate, s čim se sooča, in težko je reči, ali je primer močan. Mislim, očitno obstajajo dokazi, vsaj po tem, kar bodo povedali tožilci, da je to moški, ki je na spletu napisal, da mu je bilo dolgčas v zakonu. Trdijo, da je imel leta 2023 afero, da se je v času, ko se je vse to zgodilo, obnašal nenavadno. In potem naj bi bili tudi forenzični dokazi na telesu žrtve, za katere bodo trdili, da jo je zadavil do smrti in nato lagal o tem, rekoč, da jo predozirala in vse to. Tožilci niso povedali, ali bodo v tem primeru zahtevali smrtno kazen. Kako to vpliva na zdajšnja pogajanja med ZDA in Italijo glede njegove vrnitve, da bi se tukaj soočil s sojenjem? No, in to so res dobra vprašanja, ker o tem razmišljamo. Začnimo z dejstvi proti njemu, z obtožbami proti njemu v Teksasu. To je en del tega. Drugi del tega je, kako bodo vsi ravnali s tem, kaj to pomeni. Da obtožbe so zelo resne. Po besedah tožilcev v Teksasu imajo trenutno veliko dokazov, vključno z dokazi o zadušitvi. Ko pogledamo nekoga, ki je bil zadavljen, je veliko stvari, na katere lahko pogledamo. Že ste omenili stvari, kot je biretinalna krvavitev, ko pride kri v oči, take stvari. Videli boste tudi, da so lahko v vratu kosti, ki se lahko zlomijo ali zdrobijo. Lahko pride do poškodb in sesedanja požiralnika ter drugih stvari, kar očitno pri njih tudi imajo. In to res podpira to trditev. Poleg nekaterih, če hočete, in uporabljam izraz digitalne sledi kot dokaz, torej kaj je pisal na spletu, kako je deloval in o čem je razmišljal. Vse to je dopustno kot dokaz. To je en del, to so dokazi, ampak obstaja še nekaj drugega. Ko govorimo o primerih s smrtno kaznijo, in to je primer, kjer je smrtna kazen mogoča, obstajajo 3 zvezne države v državi, ki, če si drznem to reči, če nekoga obsodijo za takšna dejanja, te 3 države usmrtijo več ljudi kot vse ostale skupaj. In država, ki dejansko usmrti največ ljudi, je Teksas. In to je preprosto to, kar počne. Ker gre za primer s smrtno kaznijo, to postavi Italijane v drugačen položaj. Ne za Teksas, ne za Združene države, ampak za Italijane. Torej ne gre za dejstva, ki jih lahko država dokaže, ali celo za obtožbe, za katere trdijo, da so resnica. Gre za to, kaj lahko država stori njemu, če bo gospod Gili poslan nazaj iz Italije v Houston, da bi se soočil s pregonom. Ker mislim, ne vsak, veste, veste, on izjavi, on reče, zahtevam azil, ko pristane v Italiji. In videli smo, veste, zagotovo v različnih vrstah zgodb iz sveta resničnega kriminala, če pomislite nazaj, veste, nočem biti političen, ampak glede ideje o priseljevanju in kaj dejansko pomeni, če nekdo zahteva azil. Ne moreš preprosto reči, zahtevam azil in ga potem kar naenkrat dobiš. Ampak kar se tiče tega, kako je on to izpeljal, mislim, ali to dosega standard. Mislim, glede. Da lahko, mislim, kaj se je zgodilo? Ali bo potem preprosto ostal v Italiji zavedno, če Teksas reče, da ne bodo umaknili možnosti smrtne kazni? Prav si me spravil v kot, kaj ne? Ja, ali pa kako verjetno je to? Mislim, kako močan primer ima, ne da bi se spuščal v strategijo njegove obrambne ekipe tukaj v ZDA, ampak kako močan primer ima, da je politični zapornik zaradi ameriškega pravosodnega sistema. Zapomni si, če to naredimo, to boš ti hitro pazil name, kaj ne? Seveda. O tem razmišljam. Pogodba o izročitvi med ZDA in Italijo iz leta 1983 je pravzaprav osnova za to. In ko obravnavajo to vprašanje, je ena od stvari, ki se mora zgoditi, da mora ZDA ne le dokazati utemeljen sum, ampak tudi, da ne sme iti za primer, v katerem je zagrožena smrtna kazen. Torej, ne gre za dejstva ali obtožbe v primeru. Ni tako. Pravzaprav gre za to, kaj lahko končni razsodnik stori njemu.
In tako, v tem primeru, bi to lahko bil primer s smrtno kaznijo? Da. In to je tisto, zaradi česar je vse skupaj noro, ker se nenadoma, samo zato, ker zapusti eno jurisdikcijo in pristane v drugi, lahko spremeni, kaj mu lahko Teksas, ZDA storijo. In ali tudi dosega ta prag? To je dobra država za to. O tem lahko razmišljate tudi v drugih državah, celo v Evropi. In dejansko je obstajalo nekaj, kar se je imenovalo Evropski odbor za človekove pravice, in tudi oni so o tem govorili. In to je del tega, kar počnejo Italijani. Ampak Italijani so glede tega bolj odločni kot Evropejci na splošno. Imajo sodno prakso Vrhovnega sodišča, ki sega nazaj v leto 79, 86 in še drugam, ki to zanje ureja in pravi, da nimajo izbire. In tako bi to zanje lahko pomenilo, da bi morali Združene države, Ministrstvo za pravosodje in na koncu tudi Teksas, če bi želeli nazaj gospoda Gillija, pristati na to, da smrtna kazen ni več možnost. In prav tam smo trenutno. In to še preden lahko dobri ljudje iz Teksasa sploh odločijo, ali je gospod Gilley sploh kriv za ta zločin. To se mi zdi fascinantno. Zdi se, da sploh noče nazaj. Mislim, odkar so ga leta 2024 aretirali, je na prostosti s plačano varščino. Kot da sploh noče iti. Veš, predvidevam, da ni samo smrtna kazen. Gre za idejo, da bi moral na sojenje, da bi ga spoznali za krivega in potem bi morda preostanek življenja preživel v zaporu. Ampak hkrati, veš, če bi Teksas rekel, v redu, prav, to ne bo primer za smrtno kazen, čeprav bi lahko rekli, da je zaradi nerojenega otroka, ki je prav tako izgubil življenje, to lahko doseglo prag za primer, v katerem bi bila mogoča smrtna kazen, še posebej v Teksasu. Mislim, če Teksas to umakne kot možnost, kakšen argument bi sploh lahko imel, da ostane v Italiji in ne bi bil na letalu ter pripeljan nazaj v Houston, kjer se zdi, da je primer za tožilce postal še močnejši, glede na to, da je pobegnil iz države. Ja, mislim, da so to argumenti, o katerih tožilci v Houstonu zdaj resno razmišljajo. Mislim pa, da če bi Teksas to umaknil kot možnost, torej smrtno kazen, bodo Italijani pristali na izročitev, bodo privolili v izročitev. Imajo postopek tako, kot ga imajo zvezne države, kaj ne? Torej, če si v Oklahomi in te želi Teksas, obstaja postopek, tako kot obstaja med New Yorkom in New Jerseyjem. In lahko greš skozi ta postopek. Ta je nekoliko drugačen, ker zahteva tudi tako imenovani utemeljen sum, torej moraš dejansko nekaj dokazati. Vendar bi bilo potrebno, da se ta del glede smrtne kazni odstrani iz enačbe, ker potem dobiš v bistvu standardni postopek izročitve plus del z utemeljenim sumom. In ko to dokažeš na italijanskem sodišču, bi moral dobiti zagotovilo, da smrtna kazen nikoli ne bo uporabljena. In tehnično gledano, način, kako bi to delovalo v Teksasu ali kjerkoli drugje v ZDA, je ta, da bi rekli, tudi če bi mu želeli izreči smrtno kazen, tega dejansko ne bi mogli storiti. Zato obstaja bolj tehničen opis. Toda tudi če bi rekli, da mu bo porota izrekla smrtno kazen, bi sodišče na koncu moralo odločiti, da mu ne izreče smrtne kazni, kar pomeni, da bi dobil dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta, če bi bil obsojen. Včasih je res noro to gledati. Mislim, veliko sem delal, ne samo v ZDA. Tako da, ko sem delal nekatere stvari na Mednarodnem kazenskem sodišču, sem učil odvetnike, kako opravljati odvetniški poklic po vsem svetu. In tako sem opazoval, kako so se tudi oni spopadali s temi vprašanji pristojnosti. In v ZDA si včasih radi mislimo, da smo večji, pomembnejši. In na nek način smo, ker smo tako pomemben igralec v svetu. Ena stvar, ki jo to po mojem mnenju izpostavlja, pa je, da smo na koncu del večpristojnostnega sistema. In ne glede na to, ali mislimo, da lahko, če uporabimo ta izraz, gremo po svoji poti. Resnično ne moremo, ker ne nadzorujemo vseh drugih jurisdikcij, pa naj bo to evropska in v tem primeru še posebej, če gre za Italijo. In v njegovi situaciji, oziroma pojdimo k tožilcem, ker je tam morda tožilec, in ne vem, če bodo rekli, v redu, prav, smrtno kazen bomo umaknili iz igre. Še vedno boš preostanek svojega življenja preživel v zaporu. Ampak, ko sprejmaš tako odločitev in ne vem, kako pogosto lahko nekdo pride v državo, kot je Italija, ko se sooča s takšnimi obtožbami, kaj moraš upoštevati, da ugotoviš, ali to sploh lahko storiš? Ker sem prepričan, da bi lahko bil še nekdo drug, ki se sooča s povsem drugačno vrsto obtožbe, pa mu uspe priti v državo, kjer lahko predstavi določen argument. Ali pa precedens, ki bi ga postavili s tem, da bi pravno rekli,
Ne bomo te usmrtili, če boš spoznan za krivega tega. Kako to vpliva na odločitve, ki jih mora sprejeti okrožje Harris v Teksasu? Ne, to je odlično vprašanje. In veste, okrožje Harris se je s to težavo dejansko ukvarjalo več kot mnoga druga okrožja. Najprej je to ogromno okrožje. In ukvarjali so se s številnimi primeri, ki vključujejo tiste, ki so pobegnili v Srednjo in Južno Ameriko. In tako so poskušali priti nazaj in se sami ukvarjati s temi primeri. Toda to, kar lahko zagotovo vemo, je, da se je to že zgodilo. Ker če ni bilo poti, so Italijani zavrnili izročitev. Torej, to vemo. Pravo vprašanje pa je, ali to omejuje sposobnost tožilcev za pregon. In mislim, pregon do točke smrtne obsodbe in izvršitve. Ali lahko to storijo? Mislim, da to ne omejuje njihove sposobnosti. To velja samo za ta poseben primer, ne pa za njihovo prihodnjo sposobnost opravljanja svojega dela. Vendar pa mislim, da bi to lahko spremenilo potek dogodkov, ko imate opravka s primerom smrtne kazni. Se pravi, ko govorite o vprašanjih varščine, ali bi komu sploh lahko odobrili varščino ali ne, zaradi strahu, da bi lahko pobegnili v jurisdikcijo, ki bi lahko omejila zmožnost Teksasa, da vodi primer na način, ki se jim zdi primeren. In to bi lahko spremenilo njihov pristop k vsakemu primeru, v katerem bi lahko šlo za smrtno kazen. Ker mislim tudi, vem, da sva se o tem pogovarjala zadnjič, da so prvo opozorilo, da je nekaj narobe z njegovim GPS sledilnikom, dobili prvega, posebna enota z ameriškimi maršali, pa se sploh ni začela ukvarjati s tem do 4. On pa je bil v Italiji že 3. Veš, to je pa še čisto drug del te zgodbe. Zanj, in vem, da delaš na primerih umorov. In jaz samo pomislim na Leeja Gillija. In če je kriv za to, za kar ga obtožujejo, je popolna pošast. Ampak hkrati je to človek, ki je do tistega dne, oktobra 2024, živel povsem normalno življenje. Ni bilo videti, da bi policija prihajala na dom zaradi družinskih težav. Imel je podjetje za programsko opremo. In potem je kar naenkrat tukaj obtožen tega groznega zločina. Je v Italiji. Sodniku govori po italijansko. Pravi, da želi ostati tam zaradi načina življenja in kulture. In izjavlja, kot da misli, da je najpametnejši v sobi. Kaj vam najbolj pade v oči, kot nekomu, ki je videl veliko takšnih primerov, kaj vam najbolj izstopa glede njegove osebnosti in kakšen človek se vam zdi? Veš, to so lahko izjemno težke stvari, Chris. In tudi sam se moram ozreti nazaj na čas, ko sem delal v agenciji. In kot nekdanji častnik CIA. Ena od stvari, ki sem jih opazil že takrat, je bila ta raven narcizma, ki jo v splošni populaciji ne vidiš tako pogosto. Govorimo o nekom, ki je zelo sposoben, o nekom z izjemno inteligenco. Ne govorim nujno o nekom, ki bi bil izven vseh lestvic, ampak zagotovo daleč nad povprečjem in ima sposobnosti ter včasih tudi sredstva, da počne izjemne stvari. To sem lahko videl pri agentih z vsega sveta. In tako je, ampak to sem videl kot nekdanji tožilec in kot odvetnik za obrambo. Narava tega, kar se zgodi, ko imaš opravka s takšno osebo, veš, to res otežuje stvari in je zelo frustrirajoče. Z mojega vidika, ker bi si mislil, da bi moral biti moj radar bolj občutljiv kot pri skoraj vseh drugih. In imel sem takšne primere v svojem življenju, v svoji karieri, ko sem naletel na ljudi, ki so mi bili nekako všeč. Ljudje, za katere sem mislil, da so fascinantni. To je nekdo, o komer bi res rad izvedel več, če razumete. In šele kasneje sem ugotovil, da je ta oseba ubil partnerja, dal njegovo glavo v škatlo, nekoga tukaj zakopal, naredil nekaj groznega tam. Mislim, nenadoma si res želim, da bi lahko videl rogove in rep. Res si želim. Želim videti rogove in rep, ampak svet včasih ne deluje tako. In del narcisizma, del sposobnosti nekaterih takih ljudi je, da lahko delujejo na več ravneh in v več plasteh. In ko govorijo neposredno z vami, se lahko zdijo zelo kompetentni. To samo pomeni, da niso nujno psihotični. Pravzaprav so lahko nekaj drugega, ne pa nujno povsem nesposobni. In to je razlog, da so lahko in bi morali biti kazensko preganjani za zločine, ki jih storijo
dokler jih lahko dokaže. In bomo videli, kaj se bo zgodilo. Mislim, da kamere niso bile dovoljene v sodni dvorani med njegovo italijansko obravnavo, ampak če in ko se vrne v Houston, kjer bodo kamere, predvidevam, da v sodni dvorani, ker smo jih tam že videli. Zelo me zanima, kako se bo vse to razpletlo. In spet, če in ko se to zgodi, ker ni znano, kdaj bi lahko bil na letalu nazaj v Združene države. Jack Rice, odvetnik za kazensko obrambo, nekdanji tožilec, nekdanji agent CIA. Odlično je bilo govoriti s tabo o tem primeru. Ta je res nenavaden. Hvala, McPray. To je vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.